predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na izjavi policije o zaključeni preiskavi eksplozije v Kočevju maja 2022. Izjavo na to temo bo podal vodja oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, Valter Zrinski. Valter, izvoli. Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo eksplozije in posledično požara v Kočevju, do katerega je prišlo 12. maja 2022. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Z ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bilo na območje tovarne pripeljano tovorno vozilo, ki je pripeljalo kemijsko snov, ki je bila v nadaljevanju prečrpana v napačen rezervoar. Zaradi nekompatibilnosti kemijskih snovi je med prečrpavanjem prišlo do močne eksplozije in posledično do požara. Zaradi posledic dogodka je umrlo skupno 7 oseb. 5 oseb na kraju, 3 državljani Republike Slovenije in 2 državljana Republike Bosne in Hercegovine, 2 osebi pa čez nekaj dni na zdravljenju v Kliničnem centru Ljubljana. Se pravi državljan Slovenije in državljan Republike Severne Makedonije. Lažje poškodovanih je bilo 32 oseb, ki so se takrat nahajale v neposredni okolici objekta. Te osebe so utrpele lažje poškodbe oziroma so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida. Nastala je tudi velika premoženjska škoda, tako na območju tovarne kot tudi v okolici na raznih objektih in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov. V okviru intenzivne kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno več nepravilnosti, ki so pravno formulirane zlasti v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih. Ugotovljene so bile vzročne zveze, opustitve dolžnega ravnanja za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico. Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt 7 oseb, velika premoženjska škoda, več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami. Zato smo zoper 4 fizične osebe in pravno osebo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika, za katerega je zagrožena kazen zapora od 1 do 8 let, in za kaznivo dejanje ogrožanje povzročitev splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika, za katerega se storilec kaznuje z zaporom do 5 let. Hvala, Valter. Zdaj, kolikor imate kakšno dodatno vprašanje za govornika, kar izvolite, gospod Barbara. Barbara Renčo, Televizija Slovenija. Glede na to, da je zaposleni na tem delovnem mestu že dlje časa opozarjal, da ni bilo ustrezno poskrbljeno, da bi morali imeti obleke, da bi morali biti fizično onemogočeno, da se tako nevarne snovi sploh, se pravi različni fiji, če po domač povem, ali gre tudi za malomarnost glede za vsa opozorila strani delavca, ki je bil sindikalni predstavnik in ki ima zdaj prekinjeno delovno razmerje. Poglejte, podrobno se kazenske ovadbe v tem trenutku ne morem govoriti, lahko pa rečem, kot sem že omenil, v okviru delovnega procesa niso bili upoštevani določeni varnostni protokoli. Jaz bi imela še eno vprašanje, Tara Knok, Planet TV. Jaz imam pa v bistvu čisto tehnično vprašanje. Mi, ko smo se danes obrnili na podjetje z vprašanji, če tudi komentirajo karkoli iz Policijske uprave Ljubljana, pa me samo zanima, ker so oni rekli, da niso še nič uradno dobili. Torej, ali je podjetje Melamin tudi uradno obveščen o zaključku kriminalistične preiskave?
Kot sem rekel, zdaj, o sami podrobnosti kazenske ovadbe ne morem govoriti. Z vsemi v okviru zbiranja obvestil moram reči, da smo opravili ogromno razgovorov, tudi z zaposlenimi v Melaminu, vsak v določeni vlogi, tako da to kar rečem. Mislim, ste jih obvestili, ponavadi je tako, da najprej so tisti obveščeni, ki so... Poglejte, tisti, ki so bili ovadeni, so bili tudi vabljeni in smo z njimi pravili razgovor oziroma zaslišanje. Tako. In so pa dobili, da oni dokument dobili, da bo dokazali, da so ovadili, oziroma... Njim ne pošiljamo tega. Ja, ni to Tako. takšna praksa. Še kakšno drugo vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in pa... Mogoče edin najbolj za vrhniko, pa še nič ni znano, ker to sveže, ne? Poglejte, za vrhnjo lahko sem samo to, da pač v tem trenutku še po ranju govoriti o kakršnikoli vzrokih. Kriminalistična preiskava tam intenzivno poteka in ko bo zaključeno, bomo tudi ustrezno obveščali. Drži tudi, da sta zdaj že 2 žrtvi? Tega ne morem, to ne drži. Ne drži? Ne. Hvala. Mi nimamo te informacije. Ja, ker jaz sem dobila, no, da ne bi huje poškodovan že umrl. V tem trenutku nimam te informacije. Hvala.